Ta konec tedna so bili v Jordaniji ubiti 3 ameriški vojaki, ko je Iran napadel ameriške sile tam, 4. pa je pogrešan in več jih je ranjenih. In ker se vojna na Bližnjem vzhodu še naprej zaostruje, si mnogi od nas zastavljamo isto vprašanje. Zakaj so ZDA tako močno vpletene v regijo, ki je 11.000 km oddaljena od doma? Skoraj 80 let so ameriški predsedniki iz obeh strank ohranjali vojaško prisotnost na Bližnjem vzhodu in vsi so podajali približno enake razloge za to. Stabilen Bližnji vzhod, ki je naklonjen Ameriki, je ključen za ameriško zunanjo politiko in njeno gospodarstvo doma. Razlogov za to je več. Nafta, od katere je odvisno celotno svetovno gospodarstvo, tekmeci, ki jih Amerika že 80 let poskuša izriniti, in zdaj teroristične mreže, ki ne ostajajo znotraj meja ene države. Toda zgodba se v resnici ne začne s tem, da je Trump razglasil vojno Iranu. Začne se na vojaški ladji leta 1945 s stiskom roke. Dobrodošli v oddaji Amir Kešo na JNS TV. Začeli bomo na začetku. Februar je 1945. Druga svetovna vojna v Evropi še vedno traja, a komajda. Konec bo čez 82 dni, predsednik Franklin Roosevelt pa je pravkar preživel nekaj dni s Stalinom in Churchillom, kjer so odločali, kakšen bo svet po vojni. Na poti domov se ustavi pri Sueškem prekopu in sreča kralja, ki ga v Ameriki še nihče zares ne pozna, Ibn Sauda, ustanovitelja Saudske Arabije. Piše se leto 1945. Bližnji vzhod še ni takšen, kot ga poznamo danes, in še dolgo ne bo takšen postal. Ameriški uradniki so bili takrat resnično zaskrbljeni, da bo ameriška proizvodnja nafte v eni generaciji pošla. In edini kraj na svetu z dovolj naftnimi rezervami, da bi bil pomemben, leži pod kraljestvom tega kralja. Tako se ta dva moža dogovorita. To ni uradni dogovor, je le dogovor, stisk roke. Amerika bo zaščitila Saudsko Arabijo, v zameno pa bodo ameriška podjetja dobila zanesljiv dostop do nafte pod njo. Leto kasneje se ta dogovor spremeni v nekaj oprijemljivega. ZDA zgradijo letališče v Saudski Arabiji. In takrat se to komajda zdi pomembno, le postaja za oskrbo. Toda to je prva ameriška vojaška oporna točka kjerkoli na sodobnem Bližnjem vzhodu. Tisti stisk roke iz leta 1945 je še danes celotna osnova tega odnosa. Saudska Arabija ni podpisala uradne obrambne pogodbe z Združenimi državami, vendar obstaja to razumevanje, da bodo ZDA pomagale zaščititi Bližnji vzhod, kadar bo to potrebno, v zameno za nafto in vire. In ne gre le za Saudsko Arabijo, to velja za celoten Bližnji vzhod. Toda kako se je neuradni dogovor razvil v stalne baze, 10.000 vojakov in doktrino, ki pravi, da bodo ZDA šle v vojno zaradi te regije, še posebej, ko prebivalci teh držav niso naklonjeni zahodnim vrednotam. Zato je potrebna še ena kriza in povsem drugačen sovražnik. V 50 letih prejšnjega stoletja je Ameriko najbolj skrbela Sovjetska zveza, predvsem pa ideja, da se bo komunizem širil. A širjenje po arabskem svetu na enak način, kot se je širil po vzhodnji Evropi, je še posebej strašljivo. Toda dogodek, ki Ameriko potegne v dogajanje na Bližnjem vzhodu, se pravzaprav sploh ne začne kot zgodba iz hladne vojne. Leta 1956 egiptovski voditelj prevzame nadzor nad Sueškim prekopom, pomorsko potjo, po kateri večina nafte z Bližnjega vzhoda potuje v Evropo. Do takrat je ta prekop upravljalo britansko-francosko podjetje. Velika Britanija, Francija in Izrael se odzovejo tako, da skrivaj napadejo Egipt, da bi silo znova prevzeli prekop, saj ima moč tisti, ki nadzoruje nafto. Vendar je to storjeno na skrivaj in predsednik Eisenhower je besen, ker ga lastni zavezniki niso niti opozorili, da nameravajo izvesti invazijo. Zaradi tega je videti slabo. Res slabo. In v času, ko je uveljavljanje ameriške moči ključen proti Sovjetom, uporabi ameriški pritisk, da prisili vse tri, da se umaknejo. Rezultat je, da sta Velika Britanija in Francija, dve sili, ki sta generacije nadzorovali ta del sveta, javno ponižani in prisiljeni popustiti pred vsemi arabskimi vladami, ki opazujejo. Nasser iz tega izide kot človek, ki je premagal stare imperije in skoraj čez noč postane junak po vsem arabskem svetu. Toda Nasserjeva zmaga ne osramoti le Velike Britanije in Francije. To naredi upor Zahodu videti kot zmagovalno potezo, Sovjeti pa so pripravljeni oborožiti in financirati vsakogar, ki želi to poskusiti naslednji. Tukaj se res začne strah pred hladno vojno. Ker Velika Britanija in Francija ne moreta več uveljavljati zahodne interese v regiji, se Eisenhower boji, da je pravkar nastala praznina. In da bosta Nasserjeva priljubljenost in to ponižanje olajšala Sovjetom vstop in začetek podpore arabskim nacionalističnim gibanjem po vsej regiji. Zato se Eisenhower odloči, da mora nekdo zapolniti to praznino, preden to storijo Sovjeti. In odloči se, da morajo to biti Združene države Amerike. Leta 1957 gre v kongres in zaprosi za nekaj, za kar še noben predsednik ni zaprosil v zvezi s to regijo. Stalno dovoljenje vnaprej za uporabo ameriške sile na Bližnjem vzhodu, ne da bi se moral vsakič znova vračati in prositi za dovoljenje ob vsaki krizi. Kongres glasuje za in to postane znano kot Eisenhowerjeva doktrina. Doktrina ima 3 dele.
Amerika bo nudila gospodarsko pomoč državam Bližnjega vzhoda, ki jo želijo. Amerika bo nudila vojaško pomoč in usposabljanje vsem državam v regiji, ki za to zaprosijo. In kar je ključno, Amerika bo uporabila lastne oborožene sile za obrambo katerekoli države Bližnjega vzhoda, ki zaprosi za pomoč proti oboroženi agresiji katerekoli države, ki jo nadzoruje mednarodni komunizem. Seveda je napisana posebej zaradi sovjetske grožnje, saj je uradni razlog za doktrino ustavitev širjenja komunizma. Toda prvotni razlog, zaradi katerega se je Amerika sploh začela vključevati v dogajanje v tej regiji, nafta, je še vedno zelo prisoten v mislih vseh. Pravkar so opazovali, kako je Evropi skoraj zmanjkalo goriva tisto zimo, potem ko je Egipt zaprl kanal, Sirija pa med krizo prekinila naftovode. Tako je, pod hladnovojno retoriko, računica je enaka kot leta 1945. Amerika pomaga zagotavljati varnost na Bližnjem vzhodu in v zameno dobi zagotovilo, da regija ostane odprta in da nafta še naprej teče, da gospodarstvo deluje. In ljudje so dolžni Ameriki, zato se ne obračajo hitro k sovražnikom. To je prvič v ameriški zgodovini, da predsednik javno izjavi, da je Bližnji vzhod sam po sebi ključen ameriški interes, vreden uporabe vojaške sile za zaščito in ne le regija, na katero Amerika reagira, ko gre tam kaj narobe. Že naslednje leto je ta obljuba resnično preizkušena. V Iraku je njihova prozahodna monarhija nasilno strmoglavljena v državnem udaru. V sosednjem Libanonu predsednik opazuje, kaj se dogaja, in paničari. Prepričan, da bi lahko bil naslednji, zato dvigne telefon in pokliče Washington, kjer se oglasi Eisenhower in ameriški marinci pristanejo na plažah Bejruta. In zdaj se začne zgodba o neposrednem posredovanju ameriških vojakov na Bližnjem vzhodu. V tem trenutku še vedno ni nobenih stalnih ameriških baz, vendar naslednji 2 desetletji Washington vodi celotno strategijo prek posrednikov. Oborožijo šaha Irana, oborožijo Saudsko Arabijo in ideja je preprosta. Naj regionalni zavezniki nadzorujejo Perzijski zaliv, da ameriškim vojakom tega ni treba početi. Pomagajte jim in ohranite interese ZDA. Celoten ta načrt pa se sesuje v enem samem letu in to leto je 1979. Najprej je šah strmoglavljen v iranski revoluciji, človek, v katerega so izjemno veliko vložili. Čez noč se Iran iz ameriškega najtesnejšega zaveznika v regiji spremeni v njenega najnevarnejšega sovražnika. Revolucionarni študentje napadejo ameriško veleposlaništvo v Iranu in zajamejo 52 Američanov za talce. Tam jih zadržujejo 444 dni, vse to pa se iz večera v večer prikazuje v večernih novicah, celotna država pa to spremlja in resnično ne more storiti ničesar glede tega. Nato, le nekaj tednov kasneje, sovjetski tanki prečkajo mejo v Afganistan. Washington se nenadoma sooča s sovražnim Iranom na eni strani Perzijskega zaliva in s sovjetskimi četami, ki udirajo na drugi strani, vse to v nekaj tednih. Celoten načrt, naj zadevo rešijo naši zavezniki, se je pravkar sesul, ker zaveznik, na katerega je najbolj računal, ne obstaja več. Strah je preprost. Če bi Sovjeti ali radikalni islamisti prevzeli nadzor nad nafto v Perzijskem zalivu, bi lahko nadzorovali zahodno gospodarstvo in se izjemno okrepili. Tako je leta 1980 predsednik Jimmy Carter stopil pred kongres in razglasil, da bo vsak zunanja sila, ki bo poskušal prevzeti nadzor nad Perzijskim zalivom, obravnavan kot neposreden napad na Združene države same. Amerika pa bo uporabila silo, če bo to potrebno, da to prepreči. Ta govor postane znan kot Carterjeva doktrina. Postane temelj ameriške politike do Perzijskega zaliva za naslednjih 45 let. Takšna doktrina pa potrebuje mehanizem, ki jo bo uveljavljal. In tako ta mehanizem v 3 letih dobi ime, ki ga boste slišali znova in znova v preostanku zgodbe. CENTCOM, okrajšava za Osrednje poveljstvo ZDA. Ko je CENTCOM ustanovljen leta 1983, da vodi celotno ameriško vojaško strategijo v tej regiji, je Izrael pravzaprav namerno izpuščen iz njegovega zemljevida. Izrael je naslednjih 38 let pod popolnoma drugačnim poveljstvom, a o tem bomo še govorili. Ko CENTCOM enkrat obstaja, stalne baze niso več izbira. Ne moreš odbiti invazije z vsemi potrebnimi sredstvi iz poveljstva na Floridi. Če bo Amerika držala to obljubo, potrebuje vzletno pristajalne steze, gorivo in vojake, ki so že v regiji in pripravljeni na takojšnje premike. Zato se baze začnejo graditi. A tudi to ni tako preprosto. Veste, nekateri ljudje v tej regiji ne marajo tuje intervencije in Amerika bo zato plačala s krvjo. Prvo plačilo pride leta 1983 v Bejrutu. Tovornjak, napolnjen z eksplozivom, se zapelje naravnost v vojašnico, kjer ameriški vojaki spijo. Večina jih je marincev, v nekaj sekundah pa je ubitih. 241 ameriških vojakov. To je najbolj smrtonosen dan za ameriško mornariško pehoto po bitki za Iwo Jimo v 2. svetovni vojni. Obveščevanje podatki, ki so razkriti šele leta kasneje, neposredno povežejo bombni napad z Islamsko republiko Iran. To je trenutek, ko si Washington zapomni nekaj, česar ne more zares pozabiti. Ta regija lahko močno udari nazaj in tudi bo. Za zaščito ameriških interesov bo treba plačati ceno. In tehtanje te cene v primerjavi z interesi bo stalna dilema.
4 leta kasneje se pojavi nova grožnja. Iran in Irak sta že v vojni drug z drugim in začneta napadati naftne tankerje v zalivu. Kakršnekoli tankerje, tudi ladje nevtralnih držav, ki samo poskušajo prepeljati nafto po morju. Kuvajt je napaden in pokliče na pomoč ameriško mornarico. Ameriške vojne ladje začnejo spremljati kuvajtske tankerje skozi zaliv in to postane največja konvojna operacija, ki jo je ameriška mornarica izvedla po drugi svetovni vojni. Iran se odzove tako, da poseje mine po vodi in ena izmed njih skoraj potopi ameriško vojno ladjo. Že prej v istem konfliktu je iraška raketa zadela drugo ameriško ladjo in ubila 37 ameriških mornarjev. Napad pa je Bagdad kasneje označil za napako in se zanj opravičil. Operacija Zaščitimo nafto se je začela. Se vam to zdi znano, glede na to, kar se dogaja zdaj? Ne motite se, a potrpite. Prišli bomo do tega. Kajti na to je prišel največji preizkus od vseh. Saddam Hussein leta 1990 napade Kuvajt. ZDA se, spominjajoč se katastrofe v Iranu, tega lotijo zelo, zelo resno. Ameriški odgovor, puščavska nevihta, postane največja vojaška mobilizacija, kar jih je ta regija videla, in Kuvajt je osvobojen v približno 6 tednih z okoli 148 ameriškimi padlimi v boju. Po merilih sodobnega vojskovanja je delovalo točno tako, kot je bilo načrtovano, čeprav je bila cena visoka. Tokrat pa, ko se vojna konča, vojaki ne gredo domov. Med letoma 1991 in 1994 Amerika ena za drugo podpiše formalne obrambne sporazume s Kuvajtom, Bahrajnom, Katarjem in ZAE. Te države potrebujejo pomoč. So majhne, sedijo na velikih zalogah nafte in vedo, da bi zelo hitro lahko postale tarča prevzema. Irak je to storil v Kuvajtu in države to opažajo. Napad nanje zdaj pomeni napad na ZDA, kar je veliko večje odvračilo in to je zanje smiselno. Seveda se za mnoge ljudi v teh državah to zdi kot izdaja njihovih verskih prepričanj. Povabiti stalno tujo, nemuslimansko vojaško okupacijo na arabska in islamska tla je povsem nesprejemljivo. In to je pravzaprav razlog, zakaj Jordanija ni na zgornjem seznamu, čeprav so zdaj oni napadeni. A o tem bomo govorili kasneje. Kako se vse začne? Kar se začne kot vojaški tabor, vodi do pravih baz, vendar te potrebujejo več časa za izgradnjo. Ar-Udeid je bil postavljen v Katarju leta 1996, Camp Arifjan pa pride kasneje. Kljub temu vojsko po terorističnem napadu leta 1996 v ameriškem vojaškem stanovanjskem kompleksu v bližnji Saudski Arabiji prepriča, da potrebujejo nekaj varnejšega od starega tabora v Kuvajtu. Gradnja se začne leta 1999, ameriški tanki pa so tam parkirani in preprosto čakajo na naslednjo krizo. Pospešimo malo naprej, saj je trenutno nekje med 36.000 in 46.000 ameriških vojakov razporejenih po regiji. Nahajajo se na 19 različnih lokacijah, od katerih jih je 8 popolnoma stalnih. 4 države sestavljajo jedro te mreže in vsaka ima svojo vlogo. Katar gosti največjo bazo in prednje poveljniško mesto CENTCOM-a, kjer je vsak dan skoraj 10.000 vojakov. Bahrajn gosti celotno ameriško peto floto, ki je odgovorna za 2,5 milijona kvadratnih milj oceana, vključno s Hormuško ožino, skozi katero potuje petina svetovne nafte. Kuvajt upravlja logistiko celotne regije iz svojega tabora, kjer je 300.000 vojakov in dovolj opreme, da lahko v kratkem času opremijo več brigad. Potem so tu še izjeme, vsaka iz svojega razloga. Turčija je najstarejše partnerstvo med vsemi. To v resnici nima nobene povezave s Perzijskim zalivom, saj se je Turčija pridružila NATO že leta 1952 in tam shranjujejo približno 50 ameriških jedrskih bomb. Infrastruktura iz časa hladne vojne, ki je starejša od vseh baz, o katerih smo do zdaj govorili. O zapletih tega smo govorili v prejšnjih epizodah. Jordanija je popolnoma drugačna zgodba. Jordanija je tesna ameriška zaveznica že od 50 let prejšnjega stoletja, vendar je desetletja zavračala gostovanje ameriških vojakov, saj jih je skrbelo, kako bi to izgledalo v očeh lastnega prebivalstva. To se je spremenilo šele, ko se je Sirija pogreznila v državljansko vojno in se je ISIS pojavil tik ob meji, zaradi česar je Jordanija postala zadnje stabilno mesto za delovanje. Danes gosti enega od le 9 ameriških radarskih sistemov za protiraketno obrambo na svetu, vendar je ta prispel pozno in z veliko mero zadržanosti. In seveda Diego Garcia, ki sploh ni na Bližnjem vzhodu, ampak je britanski otok v Indijskem oceanu in služi kot izhodiščna točka za ameriške nevidne bombnike, dovolj blizu, da se lahko B-2 tam napolni z gorivom in hitro obrne, čeprav so sami bombniki nameščeni v Združenih državah. To prinaša svojo nerešeno polemiko, saj je Združeno kraljestvo pred kratkim pristalo, da otok preda v suverenost Mauritiusu, hkrati pa ga odda v najem ZDA. Dogovora britanski poslanci še vedno niso potrdili v letošnjem letu, vendar lahko ponovno vidite, da so ZDA močno angažirane na tej lokaciji. In seveda tu je še Egipt od leta 1982. Tam je nameščena majhna ameriška mirovna enota na Sinaju, ki nadzira mirovno pogodbo med Egiptom in Izraelom. Večina ljudi za to sploh še nikoli ni slišala, čeprav deluje že več kot 40 let. In prav tako si ZDA to želijo. Močna prisotnost na tem območju, vendar takšna, o kateri večina ljudi sploh ne rabi slišati, saj ohranja mir in odvračanje brez resnično visokih stroškov.
Seveda bi bilo napačno govoriti o ameriški prisotnosti v tej regiji, ne da bi omenili Afganistan, ki se je izkazal za pravo katastrofo. Morda se sliši preprosto, da ZDA vzdržujejo te baze in vojaško prisotnost, vendar je bilo včasih to izjemno drago. 20 let, več kot $2 bilijona. In ko so se ZDA leta 2021 končno umaknile, so talibani v približno 10 dneh ponovno zavzeli celotno državo. Ista vlada, proti kateri so ZDA začele vojno, da bi jo odstranile, je bila skoraj takoj spet na oblasti. In to je srce parajoče. Seveda pa so ZDA vstopile v Afganistan iz istih razlogov, ki se pojavljajo skozi celotno to zgodbo. Vendar pa sta izvedba in izid nekoliko drugačna. Afganistan tehnično sploh ni na Bližnjem vzhodu, spada pod drugo območje sveta. Zato si zasluži svojo celotno epizodo, namesto da bi ga tukaj na hitro omenili, vendar je pomembno zaradi natančnosti, da ne mislimo, da je to strategija, ki vedno deluje. Ni vedno tako. Torej, zakaj vse to še vedno vzdržujejo? Začnimo z najbolj osnovnim argumentom, s tistim, s katerim se je ta celotna zgodba začela – nafta. Amerika komaj še uvaža nafto iz zaliva, vendar to skoraj da ni pomembno, ker preostali svet še vedno deluje na njej. In svetovno gospodarstvo, od katerega je Amerika odvisna, temelji na isti nafti. Če bi zaprli Hormuško ožino, bi se cene goriva v Ohaju v nekaj dneh močno zvišale. Že samo ekonomski argument bi upravičil določeno stopnjo ameriške pozornosti tukaj. Toda kot svetovna velesila je zaščita gospodarstva in glavnih akterjev ključnega pomena. Države poslušajo Ameriko, ker ima za to finančne spodbude. To ni nekaj, kar bi bilo lahko izgubiti. Toda nafta pojasnjuje le del razloga, zakaj je regija Bližnjega vzhoda pomembna, ne pojasnjuje pa, zakaj morajo biti tam prav vojaki. In tu nastopi drugi argument – boj proti terorizmu, torej Iran, torej Islamska republika. Iran je še vedno grožnja, za zajezitev katere je bil zgrajen celoten ta sistem. Njegov jedrski program, njegove rakete, njegove milice, razpršene po Libanonu, Jemnu, Iraku, kjerkoli. Iran ni samo Iran, je baza terorizma, boj za islamski ideološki prevzem. Baze v regiji niso koristne le za povračilne udarce po napadu. Argument je, da prav te baze naredijo grožnjo povračilnega udarca dovolj verodostojno, da do napada sploh ne pride. Če odvzamete baze, niste odvzeli le vojaške prednosti. Odvzeli ste tisto, kar naredi odvračanje resnično. Preprosto povedano, poglejte, kako se Iran obnaša zdaj, ko deluje odvračanje. In če ste mislili, da je terorizem slab, si predstavljate, kako bi bilo, če jih sploh nič ne bi odvračalo. Toda ta argument deluje le, če države, ki gostijo te baze, dejansko potrebujejo, da Amerika ostane. Kar odpira tretji del. Zveze same so odvisne od tega, da ta prisotnost traja. Kot smo rekli na začetku, ko pustiš vakuum, bo prišel nek močan igralec. In zalivske države ne bodo zelo hitro postale popolnoma neodvisne, samozadostne države. Namesto tega, pravi argument, bi lahko začele iskati novega vplivnega igralca za pomoč in se začele obračati proti Kitajski. Z drugimi besedami, umik ne oslabi le ameriškega položaja. Aktivno potiska ameriške partnerje proti prav temu izidu, ki ga je bil celoten sistem zasnovan preprečiti. Spomnite se, poskušali so ustaviti Sovjetsko zvezo in širjenje komunističnih ideologij. Dovolijo, da v njihovih odnosih namesto Amerike svoje mesto zavzameta Rusija in Kitajska. Z državami kot sta Katar in Saudska Arabija, ki imata toliko nafte in denarja, imate resen problem. Neposredno bi krepili zahodne sovražnike. Vidite, nikoli ni šlo samo za Bližnji vzhod. Kitajska zdaj pridobiva približno polovico svoje surove nafte iz Perzijskega zaliva, 5,4 milijona sodčkov na dan samo skozi Hormuško ožino, kar je več kot dvakrat več od tega, kar uvaža iz Rusije. To je približno polovica goriva, ki poganja drugo največje gospodarstvo na svetu, medtem pa naj bi Rusija pomagala Iranu in nudila tehnološko podporo pri napadih na Američane. Na Bližnjem vzhodu praznina vodi do boja za oblast in kjer ima Amerika nadzor, sovražnik hitro vstopi. Če vse to seštejemo, dobimo celotno sliko. Gospodarski interes, varnostni interes, zavezniški sistem, zgrajen za zaščito obeh in plast tekmovanja velikih sil na vrhu vsega tega. Ta argument je zdržal 45 let. In če natančno pogledate, trenutni konflikt, ki se začenja s to iransko vojno, so razlogi natanko tisti, ki smo jih pravkar opisali. Napadanje iranskega jedrskega programa in podporne infrastrukture, oslabitev mreže milic in posredniških sil, ki jih je Iran gradil desetletja, ter boj za ožino Hormuz. Ker kdor nadzoruje to vodo, nadzoruje pretok svetovne nafte. In ja, to je povzročilo nihanje cen in pretreslo svetovno gospodarstvo. Ampak cilj je, da to ozko grlo ne pride v roke nikogar, ki bi bil pripravljen z njim držati preostali svet za talca. In pod vsem tem je isti strah, ki poganja to zgodbo že od samega začetka, da bo vsak vakuum, ki ga pusti Amerika, zapolnil nekdo drug. Žalostno je zdaj gledati ljudi, ki bodo smrt ameriških vojakov uporabili kot dokaz, da ZDA ne bi smele biti vpletene na Bližnjem vzhodu ali da se bijejo izraelsko vojno.
To je naivno in kaže na nerazumevanje geopolitike. Poglejte nazaj vse, o čemer smo pravkar govorili. Stisk roke leta 1945, 3 leta preden je Izrael sploh obstajal, Eisenhowerjeva doktrina, ki je bila ustvarjena za zaustavitev komunizma. Carterjeva doktrina, zgrajena okoli nafte in Sovjetov, Bejrut, tankerska vojna, puščavska nevihta, taborišče Al-Udeid, celotna mreža baz. Vse to se združuje v poskusu, da bi Amerika širila zahodne vrednote po svetu. Ta zaostritev nikoli ni bilo zaradi Izraela. Gre za interese ZDA in zato Izrael v trenutni zaostritvi pravzaprav ni resnično vpleten. Če pomislite, kaj so ZDA naredile, je to pravzaprav precej izjemno. Ohranile so svojo prisotnost tukaj. ZDA so vodile skoraj povsem noro vojno proti Iranu z zelo malo tragedijami. In seveda je vsaka smrt tragedija. Trenutno mislimo na tiste marince, ampak pretvarjati se, da je njihova smrt zaman, je narobe. Prisotnost ZDA na Bližnjem vzhodu ni brez težav. Sama, na primer, ne verjamem v tuje intervencije. Rada bi videla, da bi Izrael in zalivske države zgradile dovolj moči, da bi se borile v svojih lastnih vojnah, da bi se združile in ne potrebovale ameriške pomoči. Interesi ZDA na Bližnjem vzhodu niso vedno usklajeni s potrebami Bližnjega vzhoda. Glede tega sem povsem jasna. Ampak danes nismo tukaj, da bi razpravljali o podrobnostih in prednostih ter slabostih. Tukaj smo, da se spomnimo, zakaj so ZDA posredovale, zakaj je ta vojna zdaj pomembna, zakaj se bori in kakšen je pomen tega. Ker je to pomembno za obrambo zahodnih vrednot, za gospodarsko stabilnost in za zaustavitev terorističnih groženj po vsem svetu. Sem AR Erika in se vidimo naslednjič.